Ne? Kakle je neko vprašanje, ne? Tudi bilo. Pa zdaj jaz ne vem, bomo drugič, no? Da ne bom te zdaj na spod dajal. Ne? Thanks, man. Tako ne bom. Ok, začnemo z vprašanjem. Kdaj bomo Janija našli na lestvici najbogatejših Slovencev? A to je fant ali punca? Mark. Jani je na lestvici najbogatejših Slovencev? Sam bolj nižje. Za vstop med top 100 rabiš 27 milijonov. 27 milijonov? Mora biti ocena tvoje premoženje. Sem kupil to revijo, sem pogledal. To je revija Manager, ne? To je bilo zdaj pred kratkim. In kdo je prvi? Zakonca Login. 600 mil. Ju še vedno obravnavajo skupaj, kljub temu, da ste se ločila, ker pač sta nekako javno izrekla, da na poslovnem področju še vedno sodelujete. Ja. Zakaj pa ne dajo na pol to? Ne vem. Tega prvo ne razumem. Ja, tako so se odločili. Pa bi bila ona dva, če bi dal na pol, še vedno prva pa druga. Da, bila bi med top 10, ja. No, ok. Ja. Okay. Mislim, jaz na to vprašanje ne morem odgovoriti, no? Tako da lahko... Ni ga med 110. Ne, kdaj? Kdaj? Lahko povem, kaj je rekel Charlie Munger, partner od Warren Buffetta, da ena izmed stvari, ki mu je žal, da je pač na listu najbogatejših, ker če bi izbiral on, bi bil anonimen še vedno. In tudi teh pad frendov, ki jih imam na listi, se strinjajo s tem, bi vsi rekli isto, tudi v Sloveniji. Tako da. Ampak ene par ljudi pa kar to im je fajn ta izpostavljenost, ne? Sploh to glede keša pa v medijih pa tako. Ja, Merlak je sam razkril, ne? Mislim, sam. Ker ko so ga vprašali, je povedal tako, kaj je in poslušal sem ta zadnji, kaj je imel z Marijo Milič, pa še ta Grahek je bil, ko so se pogovarjali. Ja, in je rekel, da se mu zdi to, da se mu ne zdi nič kaj tazgano. Pač, da to razkriješ in je to. Kar se meni zdi čisto v redu. Po moje je tako, če imaš res veliko premoženje, je mogoče celo lažje povedati, kakor če imaš lih malo več, kakor povprečje. Po moje, tako si zamišljam. Recimo, če bi ti zdaj imel premoženje 1 milijon, koliko bi bil pripravljen to deliti napram temu, če bi imel 100 milijonov premoženje. A veš, ker itak, če imaš ti premoženje 100 milijonov, mislim, to res težko skriješ. Ja. Tako, da bi čist imel to skrito, da bi bil čist anonim. Ponavadi, ali imaš že neko firmo, ki je ful uspešna. Pa se proda, pa vsi vejo. Tako, nekje to premoženje pride, ne. Veš, če imaš pa 1 milijon osebno premoženje, pa to, a veš, lahko podeduješ, recimo, ne. Pa nočeš, da to niti prijatelji vejo, ne. Tako da, po moje, višji, ki si v tem net worth klubu, nekako mogoče je to lažje ali pa je itak bolj javno to, a ne? A veš, to hočem reči, ne? Višje osebne premoženje je takoj lahko bolj javno. Teže skriješ. Je teže skriješ. Teže je 100 mil, kaj en mil itak. Ampak, če pogledaš, večina ljudi na teh lestvici, oziroma vsaj za te, ki vemo, da so med top 10, top 100, so ponovadi zelo private osebe, ne? Z razlogom. Najbogatejši pač ne morajo hoditi tako čez prešetca. It's too tough. Že Instagram message, čez Instagram message je težko iti, ker imaš 101 prošnjo, ki je pač čez katero nočeš iti, s katero se nočeš ubadati, in 101 pritisk, ki ga imaš. Ja. Ne, na to temo, ne. Ja. Jaz sem to zares videl, jaz sem posnel podcast z Izologin, ne. To je bilo pred 2 leti ali pa letom pa pol. In jaz sem bil prejemnik sporočil, ki so namenjene njej,
zato ker je folk hotel, da jih povežem z njo. In to so bile v bistvu prošnje za cash, tako čist direktno bom povedal. Jaz sem v slabi situaciji, jaz mislim, da bi mi Iza lahko rešila, ker to njej ne bi ful pomenil. Ne. In pa sem začel razmišljati, če si ti na lestvici najbogatejših Slovencev, ali pa Merlak, ali pa tako, koliko imaš ti dnevno enih sporočil, pisem, ker so sam prošnje direktno za cash. A mi daš cash, ne? Tako, na to temo sem hotel. Ja. A pa sem jaz tebe prav razumel, če bi ti imel 100 mijo, bi to javno. Ja. Zakaj? Ker se mi zdi, da to teže skriješ in... Ampak pa bi tako, kot Damjan, v bistvu zdaj sem ga videl, da je bil na Pop TV-ju z unim Slakom, ne? Pa je tako tudi glede vprašanj, sem videl, da je on čist bil tako odprt, glede vsega, ne? Pa sem tako razmišljal, a mu je fajn ta izpostavljenost, ali tako, ti bi na isti način tega se loteval. Mislim, če si Lambo, te želiš, po moje, nočeš lih skrit tega, da si ga lahko provoščeš. Tako malo... Ja, to je en level. Provocirama, ne? To, da ti na neki oddaji, da te on sprašuje, ne vem, o puncah, točno koliko je bila neka jahta najem, vse to poveš, ne? Ja, ne bi imel s tem problema. Se mi zdi, da to sta dva čisto ločena. Čakaj, samo što. Zdaj pa ne bi povedal in to je zelo... Ja. To je meni tudi tako, ne? Zakaj zdaj ne bi povedal? Ne vem, ne bi pač povedal. Ampak zato sem rekel, da mogoče je enim osebam višji, ki so v tem network, ne? Višjo, ki ima to številko, da je lažje. Malo iz sebe izhajam. Jaz mislim, da je tudi specifika pri teh najbogatejših, ne? Da recimo imaš ti nekatere, ki so v poziciji, ki jim je težje ali pa ki jim je bolj v škodo biti transparentni glede tega. Ne? Na eni strani to, kar vidva govorita, so ljudje, ki nimajo dobenega zaposlenega in praktično trgujejo, kar pomeni njihov network je praktično nič ne bo vplivalo na njegov network, kaj si Slovenci mislimo, kaj si mislijo njegovi najbližji in vsi ostali. Ali pa nek exit naredil, pa se recimo ve javno. Tako, medtem, ker nekdo, ki ima neke zaposlene, je že drugačen pogovor okoli teh cifr. Zato marsikater direktor, recimo še aktivni direktor, ne sam lastnik, ampak dejansko nekdo, ki dela z zaposlenimi, težje govorijo o teh številkah, zato ker Slovencelni nismo vajeni tega. Slovencelni tudi že se mi zdi, smo zgrajeni tako, da avtomatsko razmišljamo, kako bi nekomu zrušili, namesto da bi sami sebi zgradili na nek ta level. Tako da s tem pride neko breme, ki ga pač marsikdo se odloči, da se mu zdi nepotrebno ga nositi in zato je netransparentno. Tako da jaz zmeraj bolj štekam, zakaj. Da marsikdo bi plačal od teh na listi, vem, da bi plačal, da ne bi bili gor, samo zato, da ne bi rabili nositi tega bremena, ki ga ima zdaj. Kaj pa ti? Kaj? Kakšno je tvoje osebno premoženje? Ne, kakšno je osebno tvoje poseben pogled na to? Jaz mislim, da imaš različne levele, v enih levelih si lahko zaradi tega zanimiv, simpatičen, ki si transparenten, ko pride to čez to določeno številko, ti lahko pa, oziroma ponavadi ti to bolj škoduje, kot koristi. Ok, se pravi, ti recimo nikoli ne bi razkril svojega premoženja. Kot sem rekel, odvisno od levela, kjer si. Je nek level in nek kontekst, kjer recimo si zaradi tega bolj zanimiv, ali pa imaš neke benefite, ker ljudje vejo, pa recimo prej niso vedeli. Ko greš čez nek naslednji level, je pa to samo še downside. Samo še slabe stvari pridejo od tega, da je to javno. Okay. Ja, se to je ful zanimiv, ker en level je to, da ti pokažeš svoj network z stvarmi, ki jih imaš, ne? Se pravi z Lamboti, z avti, z oblekami, z tem, ne? To nam je nekako malo bolj sprejemljivo, kot samo to, da si ti ne vem, poveš, toliko pa toliko sem zaslužil, ne? Mislim pa tudi to nam ni sprejemljivo.
Ne, ta druga stvar nam ni toliko, nam sploh ni. Ne, tudi že prva nam ful. No, vem, ampak je razlika, ne, ker rečeš, vidiš enega, ki ima pač avto, v redu, a ne. Ker pa je sam tako, toliko sem zaslužil, kar je v bistvu zelo pozitivno, ker to je nek znak tega, zdaj bojo tisti, ki so zelo cinični, a ne, bojo rekli, to je znak, koliko je pokradil, a ne. Ampak to je v bistvu, jaz bi rekel, znak na nek način, koliko je ustvaril, dodane vrednosti, zato je bil nagrajen, davke je plačal, ne. Tudi sama ta lestvica, sama po sebi, sem hotel reči, ne, je v bistvu nekaj pozitivnega. To so posamezniki, ki so tudi Slovenijo dali na zemljevid sveta, ne, z določenimi produkti pa storitvami. To je zelo pozitivno, ne. Ampak tukaj se dostkrat kritizira te ljudi, ne. A veš, ker je to, kar si Jani rekel, Slovenci imamo ful problem s tem, da ta neenakost nam je... Saj nimamo to sam Slovenci. Vem, sem klej tako ful... Gledal sem, lih naneseljeno, da sem mogoče mal preden je ta revija slovenska išla, sem gledal en nemški dokumentarc tam so ultra rich, ne, pri nas recimo, da so rich, tam so ultra rich. A na YouTube si gledal? Ja. Ta DV. Ja. Ker Nemčija ima 233 milijarderjev, se pravi, da je net worth čez 1 milijarda, ne? In da prideš med prvih 1000 najbogatejših Nemcev je 100 milijonov. Koliko je pač večje, ampak jasno se je Nemčija ena izmed največjih ekonomij na svetu. No in te avtori, ne, to je v bistvu nemški menedžer, nemška revija Manager, Pro Manager se imenuje, so tudi komentirali, da večina teh bogatih Nemcev bi raje ostala anonimna. Zaradi tega, Nemcih pa sploh. Zato, ker Nemci so zelo tako, zavist pa to, ne. Aha. Tudi zelo tak, v bistvu čist, kar sem gledal, to bi lahko rekel, kada govori o Sloveniji, a ne. Tako, tudi so imeli zelo veliko težavo, da so najdeli nekoga, da je se pač z njimi pogovarjal, da je sprejel intervju, pa povedal, ne vem, svoj podjetje. Pa so bile, veš, tako legit podjetniške zgodbe. Ne vem, je fotar neki začel, so imeli neko malo tam delavnico, ne, pa je zdaj to neka mega korporacija, ne. Tako da, ja, zanimivo je ta percepcija bogatih. Ja, se to je ful problem po moje. A vidva komu povesta, koliko vidva zdaj zaslužita? A kdo ve v vajnem življenju, koliko zaslužita? Ja, po mojem najbolj natančno ve moj brat pa mapunca. Aha, poveš v bistvu čist vse. Kaj pa vidva? Tvoja punca to pomeni še ve Klemno, da mi še To pomeni, da mi dva veva. Ja, mislim, jaz ne vem, lahko pa polki zelo hitro zvem, no, zdaj vem, ki. Ne, se mogoče, če bi vas zanimali, bi vam povedal. Pa čaki, za kripto tudi vejo iste osebe. Ja, vse. Aha, vse, če si odprt. A videla pa ne? Ne, pa ne vem zakaj. Vedno, ko me tako kdo od familije spraševal direktno, sem bil tako, mogoče ni toliko relevantno, da jaz zdaj točno povem. Ker tukaj je ful enega, od vsake osebe odvisno, ampak ful enega bagiča pa zraven. A se to njemu zdi veliko, a se to njemu zdi malo, se mi zdi nepotrebno to dajati ven. Ne vem, kaj bo ta oseba s to informacijo naredila. Tako no. Ampak nimam pa ful močnega mnenja glede tega. Ampak ja, zdaj trenutno noben ne ve na svetu, koliko. Mislim, razen moji pač te, ki mi plačujejo, ne, ampak tako. No, tudi oni ne vejo vsega. Net worth tvoj. Se pravi, noben ne ve. Net worth noben ne ve. Ja. Kripta itak nimam, ker sem zgubil, ja. Smo šli na jadranje, pa sem zgubil. Na Tajskem, ne, na izčovna ti je padel. Zgubil sem denarnico. Se zgodi. Ja. Mene ful bolj zanima ostale stvari, tako da netvod me tudi, ko se z ostalimi pogovarjam, me ne zanima to, koliko me zanima njegov mindset, zanima me, kaj je naredil, kaj se je naučil, tako da to je nek trenutni rezultat, mislim, ne bom rekel, da to je tako, kot da bi rekel, da spremljaš pri fuzbalu, nikoli noben ne reče, fanti, vi špilate samo na konc za ta
rezultat, samo zato, da date gol. Mislim, noben navijač letno ever ni tega rekel. Ne? Pač ja, Samo To nekaj je- stavijo. ja, ok. Mislim, to je način, kako veš, pač kdo je boljši. A ne? In v biznis svetu edini skor, ki ga poznamo, je to, a ne. To pomeni, koliko si zaslužil. To je kot fuzbal, koliko si dal golo. a Jaz ne. bi rekel, da mi je najbolj pomembno network, ne toliko, ampak likvidno premoženje. To je tudi Alan Sugar je rekel, on je najbogatejših UK milijarderjev, da liquid assets, a ne. A lahko ti danes neki, ne vem, 100 milijonov recimo. Ne. Ma ja, ampak Plačaš. proti argument le bi bil 100 milijonov, zakaj? Zato, da pokažeš nekomu, da, a veš, mislim, Ne, spet bi pač- lahko zagovarjal, da nekdo, ki ima pa 100 milijonov v biznisu, ki ne more ven vzeti, ampak fuda neki, ki mu je totalen life in passion in No, sej. ima verjetno boljši life, kot ne. No, kdo, to ki je, ima- ampak ni pa isto. Ne? Nekoga, ki lahko zdaj spenda 100 milijonov za Picassota, karkoli, pa nekdo, ki pač dejansko ne more, ne moreš reči, da sta isto vredna. Ne? To so, po mojemu, kada primerjamo jabolke pa hruške. Ne primerjamo networta. Ne? Ja, ja, itak. Koliko je Ja, ja. nekdo, koliko ima spending power, bi jaz rekel. Ne? No, hočem, In enega nima dejansko. Ne? hotel sem opisati razliko, ki ni samo, okay, to ni, ne moremo reči boljši ali pa slabše, karkoli. Ker če ima on Ja, 100 relativno. milijonov, ki jih ne more ven vzeti, ampak so early Facebook stocks, je on na ful boljši poziciji čez 5 let, kot ta, ki ima danes 100 Ja, milijonov. ja, cash. samo na tem primeru je tako, Ja. isto, vse je equal, samo to je razlika, je pač ful velika razlika, da imaš liquid. a ne. Če on nima 100 milijonov v Facebook stocksih na začetku, ali pa če Ja, nima. ampak če je vse ostalo equal, govorim. Če hočeš samo eno stvar primerjati, moraš dati vse na isti imenovalec. ne. In če vse ostalo isto, je boljš, mislim, je razlika. Ne? Tako da. A si ti še hotel kaj? Gremo naprej.